Oddaja Odnosi so zakon. Drage gledalke, dragi gledalci. Za nami je druga izvedba seminarja Najina spolnost, ki smo ga pri družini in življenju začeli pripravljati z mislijo na krščanske zakonce, ki želijo živeti spolnost po Božjem načrtu. In z mano je Meta Halas, žena in mama 5 otrok, ter skupaj z možem Primožem ena od voditeljev tega seminarja. Meta, dobrodošla. Ja, pozdravljena. V uvodu sem rekla, da si mati 5 otrok. Pa to ni čista prava informacija. Ja. Za 5 otrok trenutno z možem skrbiva in jih vzgajava, ja. Imamo pa tudi enega otročka, enega fantka že v nebesih, ker sem imela en spontani splav. Pa trenutno pričakujemo dvojčka, tako da se nam bojo kmalu pridružile okrepitve. In zdaj, ko ti poveš, 5 otrok imata, pa 2 na poti, pa še eden bi lahko bil, človek najprej pomisli, to je pa tista ta prava krščanska družina, Pa dajva na začetku razbiti malo ta mit, no. Ker v preteklosti, je kar nekako veljalo, ali pa je med krščanskimi zakonci veljalo prepričanje, da je ta prava krščanska družina tista, ki ima veliko otrok. Kako pa ti gledaš na to? Ja, jaz mislim, ne samo v preteklosti, tudi danes je tako, kar nekako smo mogoče družine, ki imamo več otrok, v krščanskih krogih malo tako gor vzete, ali pa se nas tako malo gleda, kakor to pa zdaj smo pa res, ne vem, kot neko potrdilo, da smo bolj verni ali kaj, ne vem, tako res taki čudni občutki, ki so meni osebno včasih malo tudi neprijetni, no, z tega vidika, ker pač vsak se nekako odloča po svoji vesti najprej, ali pa po svojih željah, tudi zmožnostih, koliko otrok želi imeti, in tudi midva sva tako in pač v tem pogledu se mi zdi, da nismo nič drugačno od drugih zakonskih parov, Zdaj je res, no, da se mogoče pač kristjani drugače gledamo na življenje, ali pa na otroke kot res, kot nek dar od Boga, kot tudi pač eno naše poslanstvo v resnici, no, da ne vem, tudi poslanstvo materinstva mogoče drugače gledamo kot ta družba, sploh družba danes, ki je zelo usmerjena v tem nekem ekološkem smislu manjšega števila otrok, ali pa ta mit overpopulation, se pravi, da nas je itak preveč in tako, in da pač ne vem, smo ljudje, itak bi bilo boljše, da nas ne bi bilo za naravo in tako naprej, In v tem smislu smo pričevalci na nek način, ali pa zagovorniki tega, da je življenje nekaj velikega in svetega, Je pa tukaj res, potrebna ena občutljivost, se mi zdi, pač do vsakega para posebej, pa tudi do vsakega zakonca posebej, ker je res, da je otrok pač dar in se ga je treba veseliti in smo ga veseli in hvala Bogu, da smo ga v krščanskih krogih veseli, ampak vsakega otroka, ne glede na to, koliko jih je v družini, pa tudi, če jih celo ni, zato ker vemo, da je neplodnost danes pač dejansko vedno pogostejša, vedno večji, pogostejša težava, In moramo biti tudi do takih pač zakoncev v bistvu, se pravi, sigurno, da se jih zaradi tega pa ne obsoja ali pa kakorkoli, Večkrat slišim kakšno tako v tem smislu, ne jaz, ampak tako, očitek ali pa ne vem, povabilo, ne vem, kaj bi to sploh bilo, a vidva imata pa samo enega ali imata 2, Tako, kot da je to pa kaj mej, Vsak otrok je v bistvu dar zase in je nekaj velikega in v bistvu, mogoče celo neplodni nam še bolj pričujejo o tem, kako velik dar je pravzaprav pač življenje, vsakega otroka. Ki se ga mi, ki imamo lahko veliko otrok in nismo imeli nobenih resnih težav, včasih mogoče sploh ne zavedamo. Tako. Se zelo strinjam in sem imela ravno zdaj na seminarju o spolnosti eno tako izkušnjo, ko sem z enim parom sedela pri mizi, pa sem ju vprašala, koliko otrok imata pa vidva, pa sta odgovorila 2, pa sem imela kar občutek, da jim je malo težko to povedati, Seveda, jaz pa 5, In se mi zdi res prav, da to naglasimo,
da pač je vsaka družina zgodba zase in da se morajo zakonci odgovorno odločati. Pa da navežem na to naslednje vprašanje, ne, če bi nekdo vaju s Primožem pogledal, ne, nista še tako stara, res sta se tudi mlada poročila. Če bi vaju tako nekdo od zunaj pogledal, bi rekel, ta dva gresta pa verjetno po metodi, kolikor bo Bog dal, ne. Pa je bilo tako? Ja, dobro si povedala v smislu teh očitkov ali pa to neodgovornost, ne. Včasih se res za temi takimi opazkami ali pa ja, to, kaj si ljudje razmišljajo, pa tudi na končni fazi izustijo, ne, ker marsikaj, jaz osebno sicer, hvala Bogu, ne, no, nimam takih izkušenj, da bi mi ljudje tako odkrito meni govorili o tem, da ne vem, a ne znata šteti, a ne veste, kako se to danes dela, ne, ampak sem pa slišala, ne, zgodbe od drugih, ki so res pod velikimi pritiski zaradi tega, recimo, ko se pravzaprav sami, mogoče bi želeli še kakšnega otroka imeti, ampak to v njihovi službi, ne vem, se bojijo, kako bojo pač sodelavke na to odreagirale. Ali pa celo doma družina, ne, in pač kakšni starši tudi, ali pa pač kdorkoli, a ne, v bistvu družba, ki nas obkroža, to je lahko res en tak velik pritisk za zakonca, ko se odločate o številu otrok. Zdaj, midva uporabljava naravne metode, ne. Tudi to je zdaj stvar debate, o kateri bova še kakšno rekli, a ne, ampak pač za naju je to res vsaka nosečnost bila odločitev zase. Nisva se odločala kar tako, ne vem, na angro, a ne, bi se rekli, ne, po številu, ampak res v bistvu po vsaki nosečnosti je bilo obdobje, ko si res nisem želela še enkrat zanositi in tako naprej. V bistvu potem je začela rasti spet kakšna pač želja po še enem otroku in tako naprej. Tako da je pač ja, za vsakega otroka sva se tako nekako odločila. Je pa res, da je bilo pa vmes tudi eno obdobje, ko nisva v bistvu živela po naravnih metodah, no, praktično takoj po, se pravi, po porodu prvem, ki je bil zame taka travmatična izkušnja, no, in sem nekako takrat izgubila zaupanje ali pa, a ne, ja, v naravne metode, no. Jaz sem se pač s tem seznanila že pred poroko, a ne, sem se začela tudi opazovati tako in sem pač bila tako malo navdušena, da to bo pa nama šlo, da to je pa super, a ne, in tudi sem bila samozavestna v tem. Potem sva nekako kar dopuščala, da pač, ko sva se poročila, bova videla, kako bo, mogoče bova zanosila, mogoče ne. In sva, ne, in sva se veselila otroka, no, potem pa pravzaprav pač sam porod in še posebej to poporodno obdobje zame, ki je bilo, pač imela sem to poporodno depresijo oziroma take 3 mesece anksioznosti in takih strahov, je bilo zame to kar naporno in takrat sigurno si nisem želela kmalu spet zanositi in sem tudi, ja, se pač potem nisva nadaljevala z naravnimi metodami, no, tako da dokler pač potem nisva spoznala še kaj več, no, o tej temi in kam naj jo to pripeljalo, ne. O tem bova tudi še kakšno rekli, a ne. Pa zdaj, ko si že tako lepo načela, a ne, naravne metode, bi najprej eno vprašanje, ti si rekla, ne, že pred poroko sem spremljala svoj cikel in tako naprej. Bi ti priporočila recimo mladim ženskam, ki morda sploh še nimajo fanta, ki še ne razmišljajo o poroki, da začnejo svoje telo opazovati in zakaj? Ja, sigurno. Jaz imam tudi najstniško hči in je pač, mislim, se normalno odkrito pogovarjava o tem in to ne gre za en pogovor zdaj o menstruaciji, ne, pa zdaj si postala ženska, pa ne vem, ne, tako, ja, sigurno je to tudi pomemben pogovor, ampak gre v resnici za čisto take življenjske primere, ko je fino spremljati svoje telo, ne, recimo, sploh mogoče tudi za najstnice, ki vidijo, ne vem, vse sorte spremembe, ki se jim dogajajo in da jim znaš tudi mogoče razložiti, glej, to je čisto normalno, da se ti to dogaja, ne, recimo, zato so pač zdaj hormoni, si v tem obdobju, se počutiš mogoče malo bolj nesigurno, nič ni narobe, če malo pojokaš in tako naprej, tudi starši lažje to sprejemamo, ne, ta razpoloženjska nihanja, in to sigurno jaz ne bi vedela, če ne bi sama sebe tudi opazovala in pač bila do sebe tudi toliko pozorna, a ne, v tem smislu, ker naravna metoda ti vseeno to da, eno občutljivost do svojega telesa, da si ti bolj v stiku s svojim telesom in veš,
okej, kaj se ti dogaja, kaj zdajle zmoreš, česa ne mogoče in se ne obremenjuješ, zato ker pač zdajle trenutno ne zmoreš nečesa ali pa pač imaš neke občutke, za katere veš, da ne vem, so mogoče nerazumski, pa kar ne veš zakaj, ne. In potem je to lažje, če spremljaš svoje telo, če spremljaš svoj cikel, veš, da imaš obdobja, ko boš pač, ko si malo bolj občutljiv, ko je treba mogoče malo več počivati. In se v bistvu zaradi tega lahko veliko boljš počutiš, brez nekih nepotrebnih občutkov, ne vem, krivde ali pa samoobtoževanja, zakaj zdajle nisem kar sposobna vsega narediti, ne, kar bi lahko. Tako da ja, definitivno priporočam, pač že iz tega vidika, no. Se mi zdi, da ženske danes smo sploh pod večjimi pritiski kot pa v preteklosti zaradi tega, ker pač dostikrat je že finančno težko, da bi, ne vem, samo moški delal, ne, pa tudi same si mogoče želimo kariere, s čemer ni nič narobe, ali pa pač nekega dela, da ne bom zdaj tako, ne, pač kakorkoli. Skratka, ja, delo, pač služba, otroci, ne, in potem hitro nismo, če nismo v stiku same s sabo, je to lahko preveč naporno za nas in danes je veliko, ne, neke izgorelosti tudi, ali pa pač depresij, ne, v bistvu, ke verjetno bi ali pa samo stresa enostavno v življenju, ke ga je preveč, ne. Ke bi verjetno bilo nam tudi prišparano s tem, da bi se malo bolj poznale, pa se ne bi primerjale z moškimi tudi, a ne, tukaj, ker pač to je razlika, a ne. Moški niso tako čustveno pač labilni, a ne, kot ženske, in s tem ni nič narobe, a ne, da smo mi drugačne, ker ima vse svoje prednosti in slabosti, no, tako. Bog je že vedel, zakaj si tako Točno zamislil, tako. tudi o tem bova še kaj povedali. Pa dajva še majčkeno bolj konkretno zdaj o naravnih metodah, a ne. Ti si že rekla, da si ti svoje telo in svoj cikel spremljala že pred poroko in pa po poroki nekaj časa nista zmogla tega živeti. Potem v enem obdobju sta se pa odločila, da je zdaj to in zdaj že vrsto let, a ne, dejansko živita po naravnih metodah. Majčkeno mogoče bom rekla, da opiševa metodo, pa tudi kako vidva kot par z njo živita, kako se to zdaj na paru odraža, a ne, kaj so prednosti, kaj je mogoče tudi tisto, kar je malo težje. Jaz osebno ali pa midva, no, uporabljava simptotermalno metodo, ker sva se pač to je bila ena od metod takrat, s katero sva se, katero sem se jaz priučila, no. Se pravi, opazuje se dva dejavnika, sluz materničnega vratu, a ne, pa temperatura, a ne. In pravzaprav, ja, ta metoda je ena od, bom rekla, ne, ker danes jih je res, pač obstaja že kar precej zelo zanesljivih metod, in nikakor ne bom rekla, da je ta edina prava, pa tudi mogoče ni primerna za vsa življenjska obdobja, ne. Tako da, mislim, ni primerna, ni najboljša izbira, tako bom rekla, no. Ampak midva zdaj že res, ja, če izračunam, poročena bova letos, se pravi 16 let. Ja, sigurno že vsaj 14 let, ne, zdaj uporabljava to metodo, tako da moram reči, da je to nekaj, to ni samo izogibanje nosečnosti ali pa planiranje nosečnosti, no. To je resnično en način življenja in ne samo življenja, kot kako ga jaz živim, ampak življenja najine skupnosti, midva, kako kot par funkcionirava. Meni se zdi, da pač je nemogoče, da bi se v to podala sama, da bi bila jaz pač sama v tem in mož ne bi nekako vsaj sodeloval ali pa vsaj podpiral ali pa vsaj bil obveščen, no. Tako nam rekla, da je pač obvezno, da mora mož tudi poznati vsa pravila in vse, ne vem, znake in podrobnosti, ja. Mora biti pa toliko zraven, a ne, da pač je dovolj seznanjen, pa sigurno je to ena velika pomoč tudi za moža. Ravno iz tega vidika, ke sva prej izpostavili, da tudi mož razume, da sem jaz včasih pač mogoče malo samo slabe volje, enostavno zato, ker sem, ali pa pač, ne vem, potrebujem samo objem, ali pa pač, ne vem, mogoče kakšno čokolado, a ne, se pravi. In da mi tega ne zameri, a ne, ker včasih sem samo sitna, pa pač, če on ve, okej, saj ne vzame tega osebno, ne, se izogneva marsikateremu konfliktu, a ne, tudi jaz potem to ozavestim, rečem: oprosti, zdajle je pač res, ne, tako obdobje in tako, kakorkoli, v glavnem, in me razume in me zna potolažiti, no, tako da to se mi zdi, da je res
en tak velik doprinos v bistvu celemu zakonu in celemu odnosu. No. Ja, ni pa enostavno, no. Ni pa te metode enostavno živeti, to pa sigurno ne. Se pa splača, vsaj, mislim, jaz vidim, da se obrestuje veliko. To, kar si ti rekla, ne, oba sva v tem. Tako, ko se malo pogovarjamo s pari, ne, tudi na seminarju, ko smo se pogovarjali, imaš velikokrat občutek, da je ravno to, ne, da se možje ne želijo tako vključiti ali pa da se jim zdi, da pač ženina plodnost pa cikel ni njihova stvar, da je tista ovira. Ne. In je res blagoslov, če imaš tazga moža, ki nekako te v tem podpira ali pa ga to celo zanima. Ne, jaz kot zanimivost povem, ne, ko sva se midva z Matejem spoznala, sem jaz tudi pred poroko že spremljala svoj cikel in midva sva to delala tako, da sem si jaz zjutraj zmerila temperaturo in sem mu SMS poslala, on je imel pa tabelo, Excelovo še takrat še ni bilo aplikacij, kjer si je pač to zapisoval, ne, in je zelo dobro poznal moj cikel. In meni je bilo na začetku, ko je on rekel, daj bom jaz ti to beležil, pa še za sluz mi boš povedala, se mi je zdelo kar malo tako, o moj bog, ne, zakaj pa bi ti to rad, ne. Ampak danes sem pa zelo hvaležna in midva recimo še zdaj, ne, imava v bistvu na hladilniku, na javno dostopnem mestu v naši hiši, en koledarček, kjer so obkroženi dnevi moje menstruacije. In to nič ne skrivava, ne, če kdo kaj vpraša, poveva, kaj to je. In ravno to, kot si ti tudi, ne, imaš izkušnjo, ko mož pozna tvoj cikel in ve, ne, v katerih obdobjih si bolj občutljiva, te lažje razume, lažje potrpi, ne, moj reče, še malo je treba stisniti, pa bo pa vse boljš, ne. In se mi zdi, da je to res en tak doprinos zakonu, no. Vem pa, da nimamo vsi, bom rekla, tazga blagoslova, da smo take može že kar dobili, ne. Včasih je pa treba na to pot v bistvu šele skupaj iti in delati majhne korake, da prideš do tja, ne. Bi te pa vprašala še eno čisto tehnično podrobnost, ne, namreč kako si ti spremljaš temperaturo, glede na to, da vemo, da je to za mnoge ena tistih velikih ovir, a ne, ker so pač te pogoji, kdaj si lahko zmeriš, da bo ta vrednost res relevantna, ta pravi, ne, ti imaš praktično skozi majhne otroke, vstajaš ponoči, pa vseeno lahko to uporabljaš. Ja, midva sva od začetka to vse tako na papir beležila in moram reči, da je bilo zelo tako koristno, da se res naučiš opazovati in to vse. Potem sem pa, najprej so prišle na vrsto aplikacije, ko so se te pametni telefoni toliko razširili, ne, sem ugotovila, da obstajajo zelo dobre aplikacije, kjer imajo tudi same v bistvu že noter pravila, ne, ki jih lahko obkljukaš, kaj vse želiš, da katera pravila naj ti upošteva, recimo, ne, pri naravni metodi. Ja, in to je bil en tak korak naprej, no, v tem smislu digitalizacije, ne, spremljanja cikla. Potem sem pa ene par let nazaj, mislim, da je bilo leta 2016, enkrat rekla, mislim, jaz sem si merila temperaturo, ampak ja, to je bilo tako, ne, mislim, če se ti recimo ob 5 zjutraj te otrok vrže s postelje, hitiš k njemu, pa greš nazaj, recimo, da še malo spat, ali kaj pa si misliš, zdaj, če si zdaj zmerim, bo relevantno ali ne bo, ne, in to so taki trenutki, ki pač res, ne, so lahko pač te podatki potem zelo netočni ali pa jih ne moreš upoštevati in tako naprej, kar lahko zelo prizadene, recimo ta čas, ki ne, vpliva na to, a si ti v plodnih dneh oziroma a si ti zavedaš zdaj, a si v plodnih dneh ali ne, kakorkoli. Skratka, in sem jaz rekla, pa to more že nekaj takega, obstaja tudi bolj pametnega, a ne. In sem, jaz sem Firbčna, no, in sem šla gledati in res, no, obstaja že marsikaj danes, pač raznih priprav. Jaz imam pa en tak termometer, ki si ga namestim pod vzduho in mi v bistvu celo noč meri temperaturo in potem zjutraj v bistvu to samo sinhroniziram s telefonom prek Bluetootha in se mi vnese noter, katera je moja bazalna temperatura, a ne. Pač super, no, ne vpliva na to, če se jaz ponoči vstanem, ne vem, grem na WC ali karkoli, ne, se pravi, on to pač zazna gibanje, ne, to, da si pokonci, da ne spiš in vse to in te temperature pač ignorira. Tako da, ja, obstaja že marsikaj, obstajajo prstani, obstajajo zapestnice, ure, tako da res, je pa res, da je to tako, no. Iz tujine, ne, ni to toliko prisotno, ne moreš to kupiti v lekarni, no, in pač je tega tudi mogoče manj kot pa pač druge ponudbe, a ne.
Predvsem se mi zdi, da se v zadnjem času pa v bistvu je tak napredek na tem področju, mogoče ravno zaradi neplodnosti in tega, ker v bistvu si pari želijo zanositi, a ne, se pravi, ki to potem mnogo parov začne uporabljati naravne metode takrat, ko si v bistvu želijo zanositi, zato da pač res vejo, kdaj so plodni, a ne. In se mi zdi, da je ta napredek v bistvu pripomogel tako njim kot nam. Tako da, ja. Zdaj, točno ta termometer se imenuje Temp Drop. Tako se imenuje, drugače sta to dva Izraelca, mož in žena, ki sta pravzaprav prav iz tega vidika, ki sta se sama soočala z neplodnostjo. Začela to razvijati, on je ne vem, informatik, nekaj v zvezi s številkami, skratka, analitik in potem je bilo to, zelo uspešno sta razvila, potem si je pa to kupila ena firma v Ameriki, tako da zdaj se iz Amerike to pošilja, ja. Ko ljudje sprašujejo o naravnih metodah, ali pa če bi šli na ulico pa vprašali povprečnega, ne vem, Slovenca, ne, kaj mislite o naravnih metodah, bi verjetno eno od prvih stvari, ki bi slišali, da niso zanesljive, in drugo, da itak to je čisto pretežko za živeti, ne. Kakšna je vajina izkušnja? Najina izkušnja osebno je, da so zelo zanesljive. Je pa res, da so odvisne od tega, kako dobro ti poznaš metodo, ki jo uporabljaš, in pa kako dobro poznaš sebe, a ne, se pravi, kako se da znaš dobro opazovati, no. Zdaj, ja, tudi jaz, ne, pač recimo hčerka, ne, ta starejša je prišla iz šole, pa tudi mlajši zdaj že, ki se ne vem, v katerem že v 5. razredu, pa ne, kdaj se že učijo o teh, se pravi, kontracepciji in vsem tem, v 6. sigurno. V glavnem se govori o tem, ne, teh oblikah kontracepcije, ki so, ne vem, mehanska pa hormonska pa tako naprej. Če se že omeni naravne metode, se omeni samo to, da so nezanesljive, a ne, in to je pač to, kar zvemo iz šolskega sistema. Tako da tukaj res je ena velika tudi nevednost, no, se mi zdi, da pač, je kar nekako splošno v družbi, ne, tako razširjena. Tudi zdajle, ko smo imeli na seminarju svetovalko, ne, za naravne metode, je tudi povedala, da obstaja v Sloveniji, mislim, da je rekla vsaj 5, če ne 6, zelo zanesljivih metod, a ne, se pravi, to niso, tukaj ne govorimo o tisti koledarski metodi, ne, mogoče, ki si res, ne vem, mogel imeti čudežen cikel, da ti je to uspevalo, ne, ker je, ne vem, ampak so to zelo napredne metode, a ne, in sigurno pač, tudi jaz nimam šolskega cikla, a ne. Praktično danes, ne, sem izvedela, da je samo še 20% primerov, ne, žensk ima, recimo bi se temu rekli, en tak šolski cikel, vse ostalo so že danes, ne, taki izredni primeri in tako naprej. Tako da je pa to izziv za živeti, no, tako kot, ne, sva že omenile, ni enostavno in sigurno, jaz bom rekla, da moraš biti pripravljen vzeti kakšne stvari v zakup oziroma se moraš vprašati ali pa moraš res vedeti, zakaj si tega želiš, ne. Tako res dobro vedeti, zakaj, zato ker ni tako enostavno kot, ne vem, vzeti eno tabletko ali pa pač kakorkoli na drugačen način, ke se ti ni treba, ne vem, bolj ukvarjati s tem, a ne. Tako da to recimo tudi pomeni seveda vzdržnost v plodnih dneh, če ne želiš zanositi, a ne. Kar je mogoče za danes sploh, ne, tako, ne, error, ne, kaj zdaj to, ne. Se pravi, tudi midva, ne, zdaj, koliko zanesljivo želiš, je tudi malo odvisno od tega, koliko si ti, recimo, ziheraš, no. Midva sva zelo na ziher in to dostikrat tudi pomeni, da recimo zdaj, ker če nimaš čisto tako zelo super, ne vem, tazga cikla po regelcih, to dostikrat pomeni več spolnih odnosov v drugi polovici cikla, ne, ko ti v bistvu res potrdiš, da se je ovulacija že zgodila in da je zdaj pač neplodno obdobje zagotovo, ne, prišlo. Ja, in to potem zahteva neko prilagajanje v odnosu, a ne. Jaz rečem, takrat delava malo bolj na zalogo, a ne, se pravi, takrat si res vzameva čas za to, da pač veva, da je zdaj to obdobje omejeno, da pač spolno zdaj ne, ker ni skozi na meniju, a ne, in da pač temu posvečava takrat, je to pač neka prioriteta, ampak to v resnici pač midva opažava,
zelo poživi spolni odnos ali pa pač nasplošno najin odnos, tako življenje, no? Ker se oba zavedava, da pač je eno obdobje, kaj ne rečem, posta ali pa priprave in je eno obdobje praznovanja, a ne? In tudi to je v resnici nekaj, kar je pisano na človeka oziroma nekaj je v nas, ker če imamo skozi vse na voljo, v resnici nismo toliko zadovoljni, no, vsaj pač mislim, da cerkev to tudi zelo dobro prepoznava s temi liturgičnimi časi, ne, zdaj smo tudi v postnem času in pravzaprav imamo to obdobje ene priprave, ne, na en velik praznik, potem je pa praznik in če pač, kakor se dobro pripravimo, to ga bomo mogoče tudi dobro doživeli, ne, ali pa v eni polnosti ali pa v globini doživeli, ne. Je pa še ena stvar, ne. In mogoče glih, ko smo pri tem postu in praznovanju. Ko imaš ti recimo na voljo, se pravi, ja, prvi dan, čudovito praznovanje, ne, končno, ne, tako kot v Ljubimcev visoki pesmi, ki se skozi, ne, iščeta in pa se najdeta in pa se spet iščeta, ne, in se spet najdeta. Super, ne, ampak ko imaš pa ti recimo prvi dan, ko je velika noč, jemo šunko, super, prvi dan šunka, sploh če si se pustil od mesa, ne, krasno, se veseliš, ne, in to je tak užitek, ne. Pol je pa spet drugi dan šunka, ne, pa tretji dan spet na meniju šunka, ker veš, da jo moraš porabiti, ne. In lahko to postane tudi malo naporno, ne, ker si misliš, zdaj v teh dneh moram zdaj to, ne, če razumeš analogijo, ne, s spolnim odnosom, moram to speljati, ne. Ampak se da, ne, se tudi šunko da uporabiti na pici, pa je spet zanimivo, a ne, tako da hočem reči, da je neka ustvarjalnost tudi pri spolnih odnosih tukaj zelo prav pride v resnici, da tako da se zavedava zdaj ta čas, ne, praznovanja in v bistvu poživi, no, res poživi cel odnos. Potem pa pač spet pride čas, ko je Primož mogoče malo bolj pozoren na drugačen način do mene, ko pač drugače vlagava v odnos in se mogoče malo več pogovarjava ali pa tako, ne. In se spet gradi to hrepenenje, ne, potem, ko pač bo spet čas za praznovanje. Ja, prej si že rekla, ne, da za te metode se nihče ne odloči kar tako, ne. Morate nekaj pripeljati do tega, a ne. Ja. In tudi vidva sta, čeprav sta že pred poroko, a ne, se s tem ciklom ukvarjala in sta poznala naravne metode in so se vama zdele fajn, vseeno doživela na tem področju neko spreobrnjenje, da tako rečem, ne. In sicer, ko sta se srečala s knjigo Teologija telesa za začetnike. Kaj je bilo v tej knjigi takega, da vaju je toliko nagovorilo? Ja, se mi zdi najprej še pred tem, kaj je bilo v nama, ker je bilo v resnici ena taka zemlja, ki mora biti pripravljena za to, da sprejme en tak velik nauk, no. In v resnici midva sva izkušala nezadovoljstvo v spolnosti, vsaj jaz verjetno kot ženska, na drugačen način sigurno kot Primož, ampak meni je pač, ne vem, vsi so mi govorili, kako je to nekaj čudovitega, ne vsi, ampak velikokrat slišiš, ne, kako je to nekaj čudovitega, tudi jaz sem imela eno prijateljico, ki mi je razlagala o tem, da ona si spolnosti sploh, mislim, ne predstavlja si življenja, ne, brez spolnosti s svojim možem in tako naprej, da koliko se onadva povežeta, jaz pa tega nisem izkušala in meni je bilo to vsaj ne v takšni meri, saj mi je bilo nekaj lepega pa tako, ampak ne, rekla nič tako ekstra posebnega, no, ne, kakor so mi opisovali mogoče, no. Tako da jaz mislim, da najprej moraš izkušati eno lakoto in eno hrepenenje ali pa eno, mogoče sušo na tem področju, da je ta dež, ki pade, lahko obrodi en sad. Tako da se mi zdi, da je ključno za naju bilo to, ko sva dobila v roke, pa res teologijo telesa, da sva bila pripravljena sprejeti ta nauk. Ker saj midva sva že prej slišala praktično, ne vse te stvari, to sigurno ne, ampak te neke osnove, ne. Ampak dokler nisi ti v resnici pripravljen tega sprejeti, pa se v to poglobiti, no, poglobiti v tisto zakaj, pač tega ne moreš mogoče živeti ali pa doživeti, no. Kar je mene pač osebno najbolj nagovorilo, je to, kako cerkev in pač Bog
in cerkveni nauk, gleda na telo čist drugače, kot so nas mogoče učili. No. Še danes, ko ne vem, greš v Google nekaj vtipkaš na random in ravno zanj sem to naredila in se ti izpiše nek članek, da ja, krščanski pogled na telo je, da je telo grešno, in tako naprej. In to je še danes tako močno zasidrano v našo podzavest ali pa kulturo, da si v resnici ne moramo predstavljati, koliko to vpliva na našo podobo o spolnosti. No? In v resnici teologija telesa čist podre te laži, pravzaprav te napačne predpostavke in mene fascinira to. Jezus, Bog se je učlovečil, se pravi, on je želel imeti telo, dobiti telo. Ful je dober primer noter, pač meni je ostal v spominu, čist plastičen. Kot dojenček je sigurno kakal v plenice, nič mu ni bilo nečistega tam, ali pa ne vem, karkoli, pa če pomisliš, kako je on delal čudeže, jaz sem vedno tako pretresena ali pa šokirana ob tistem, ko je slepemu odprl oči tako, da je plunil pač na zemljo, pač pomazal in s tem blatom mu namazal oči. Se pravi, on je naredil čudež ne na neki duhovni ravni, tako v tem smislu, kot si mi včasih predstavljamo vero pa duhovnost kot nekaj izven telesnega, ampak čist konkretno, on je rad jedel z ljudmi, na gostije, se pravi, je rad dober jedel, Prvi čudež je naredil na poroki, Tako, je tudi pil je rad, v tem smislu, pač, ali pa ne vem, pustil je, da se ga dotika, tista prešuštnica, da mu mazili noge, z oljem. Se pravi, polno nekih teh telesnih otipljivih znamen, hkrati pa je dal svoje telo na križu. In kaj pravzaprav pri zadnji večeri se spominjamo, to je moje telo, ki se daje za vas. On ne reče, to je moja duša, ki se daje za vas. V bistvu, in kaj teologija telesa govori, to, kar delamo s telesom, neskončno bolj pomembno od tega v resnici, kar mislimo in čutimo, ker mi prevečkrat se ukvarjamo samo s temi našimi mislimi in čutenji. Ampak v resnici, tako kot pravi Sveto pismo, vera brez del je mrtva. Če jaz lahko razmišljam dobro, pa rečem, tudi v Svetem pismu je tak primer, pride k tebi nekdo, ki je, ne vem, ga zebe ali pa je lačen, pogrejta se pa najejta. Kaj mu to koristne? Dej mu za jesti, dej ga ogrej. Se pravi, ti moraš nekaj narediti in je v resnici to veliko bolj pomembno kot tisto, kar razmišljaš. Tudi recimo jaz, ko sem rekla, sem imela tisto obdobje depresije, takrat meni ni bilo do tega, da bi šla ven na sprehod. Jaz, če bi poslušala svoje občutke in misli, ki so bili itak, sem bila totalno prestrašena, bi mogla v bistvu sedeti na kavču pa gledati v steno, jaz sem bila to sposobna, tudi. In to, da se ti premakneš svoje telo, greš ven, narediš nekaj, kar je kontra pravzaprav tvojim občutkom, in kaj se zgodi, pomaga tebi nazaj, tvojim občutkom, tvojim mislim v resnici, tako da v bistvu tisto, kar mi s telesom delamo, je neskončno bolj, ali pa veliko, je večje od tega, kar mogoče, si predstavljamo, da ne vem, koliko smo še toliko dobri, ker ne vem, dobro mislimo ali pa, ampak če ne narediš v končni fazi, ni to nič, na koncu. In kaj je tukaj, zdaj povezava s spolnostjo je pa to, kar nam je tudi najbolj zadelo, da pravzaprav, teologija telesa čist na kratko opredeli ljubezen po 4 kategorijah, da ljubezen je edino ljubezen, če je svobodna, če je zvesta, če je rodovitna in če je celostna ali pa popolna. Se pravi, v tem smislu vse, dam ti vse. Kristus se je vsega razdal na križu. Celostna v tem smislu. Tako da kontracepcija ali pa kakršnakoli oblika preprečevanja zanositve, s tem namenom nekim, da si pač res absolutno ne želim sprejeti ali pa kakorkoli otroka, ki ločuje mogoče to pri spolnosti, to reproduktivno vlogo čisto totalno, da bi jo kar odrezala, to vpliva bolj na odnos,
na sam odnos med možem in ženo, kot si mislimo. A ne? Ker v bistvu, če smo rekli, da je tako pomembno, kaj delamo s telesom. Midva si pri poroki, ko se poročiva, z besedami obljubiva, jaz, Meta, sprejmem tebe, sprejmem. Se pravi, ti se mi podariš. To potem pravzaprav utelesiva v vsakem spolnem odnosu. Ne? Jaz sprejmem tebe in te sprejmem v celoti in ti se mi vsega podarjaš. Pri kontracepciji pa ni tega. Ne? Midva v bistvu na telesni ravni laževa z najnimi telesi laževa, ne? Ker ne sporočava te celostnosti, ne, da te vsega sprejmem, da se ti vso podarim, ampak sporočava na telesni ravni. Jaz te sprejmem vsega, sam ne sprejmem tvoje plodnosti, ali pa vsa se ti podarim, ne podarim ti svoje plodnosti, ali pa pač ne, celega mojega telesa v celoti. In to je v bistvu tisti problem, ki sem ga jaz okušala, zakaj sem bila toliko nezadovoljna in sem prav čutila, da je nekaj zlagano v najinem odnosu, a ne, da nekaj ni prav. In takrat sva se potem, to nam je bilo kristalno jasno, da midva ne mora več drugače živeti kot po naravnih metodah, in ko sva se za to odločila, se je to poznalo na najinem odnosu, ker je spolnost ni samo tisti delček nekega odnosa, ne, neka biološka aktivnost ali kogarkoli. Telovadba. Ja, ampak je del celega odnosa, kako midva živiva kot par, in če je na enem področju neiskrenost, ne moramo biti, v resnici ne moramo lagati, da ne, sej pač drugače sem pa vedno iskren, ali pa na drugih področjih sem pa okej, ne, tako da se bolj povezuje z našim življenjem, kot si mislimo, no, tako. Ko smo lani prvič izvedli ta seminar Najina spolnost, ne, so udeleženci povedali, da v krščanskih krogih še nikoli niso doživeli, da bi se tako odkrito in odprto pogovarjalo o spolnosti, ne. In bi te jaz vprašala, kako recimo ti na podlagi lastne izkušnje vidiš, a en povprečen kristjan pri verouku, v mladinski skupini, na kakšnih duhovnih vajah, lahko dobi te informacije, recimo, o katerih se midve zdaj pogovarjava, in znanja sploh na tem področju, o tem, kakšen je Božji načrt za spolnost, kaj o tem pravi katekizem. Kako ti vidiš to situacijo? Ja, pač žal ne, no. Jaz mislim, da ne moramo tega dobiti ali pa računati, da nam bojo to kar povedali, no. V končni fazi je spolnost še vedno zelo velik tabu, a ne. Ravno to, da so zakonci res, saj smo vsi skupaj z njimi mi presenečeni, kako globoko se lahko res odprejo neke teme. In smo kar malo presenečeni, zakaj se pa o tem mi mogoče večkrat ne pogovarjamo na bolj iskren način, z manj nekega, ne, ker če se že pogovarjamo o spolnosti, je v glavnem samo nek ne, tako v družbi, neki vici in, ali pa, ne vem, neka površinskost, no, tako, ali pa neke take stereotipne, ne, podobe, kakorkoli. Jaz mislim, da je res glavna težava neka nepoučenost in da mogoče tudi za tiste, ki imamo otroke, ne smemo to prelagati na druge inštitucije, tudi če so še toliko dobre, krščanske, ne vem, pač karkoli, ker v končni fazi se mi zdi, da je vsak zase odgovoren, da poišče resnico. Če te nekje neki žul, ne, ti si v prvi vrsti tisti, no, ki si poklican, ki si Bog želi v bistvu prav s tabo govoriti, a ne, in hoče prav tebi razodeti se, tako kot je pač se razodel, ne vem, Abrahamu pa Mojzesu, a ne. Tako da, ja, je pa res, ne, da bi bilo fino, da bi se več govorili v krščanskih krogih, in tako, no, moram reči, da ni čisto res, da je cerkev bila kar tiho ali pa da se nič ne govori o tem. Tudi midva recimo sva vedela. Midva sva cerkev danes bolj uči moralo, no. Vedela sva, kaj je prav, pa kaj narobe, a ne. Da pa ti to ponotranjiš, nisva pa vedela, zakaj v resnici. Kaj so koristi tega, da delaš tako, pa kaj so slabosti, da delaš tako, ali pa kaj bosta vidva recimo v odnosu, kam vaju to vodi, kam pa tisto, a ne. In tako, kot sem rekla, dokler ti v resnici mogoče ne izkusiš res ene velike žeje ali pa hrepenenja po nečem, boš to tudi težko sprejel. Čeprav mlade danes, ne, karkoli o spolnosti, mi, ki se tako doma za mizo že kaj pogovarjamo, ne, to jih toliko zanima, ne, da kar tišina rata, ne.
Tako da res smo željni, ne, teh informacij, se mi zdi, ker spolnost je v bistvu nekaj, ki je tako globoko vtisnjeno v naš, pač v globino našega bitja. No. To ne, se mi zdi, da danes, mislim pa sej krščanski nauk se ni spremenil v resnici, ne. Cerkev sigurno uči, mislim, z teologijo telesa ima res eno tako bogato zakladnico, kjer lahko črpamo, a ne. Da cerkev uči, ne, v resnici, da je Bog pač, da smo ustvarjeni kot spolna bitja, da smo kot taki dobri, da je spolnost ima nek globlji namen, ne, kot neki biološki ali pa ena telovadba, ne, tako kot sva prej rekla. Da nas je pravzaprav Bog, da si je Bog to tako zamislil z nekim razlogom, da si nas je zamislil različne moške in ženske, a ne, da je smisel ravno v tej podarjajoči ljubezni, se pravi, ki ne more biti, če nisva različna v resnici, ne, ker dar, ki ti največ pomeni, je tisti, se pravi, ko jaz nekaj dobim, kar še nimam, a ne, kar jaz sama nimam. Če bi že imela, pač, ne, ok, hvala, ne rabim 2 toasterjev, ne, recimo, ne, ampak dobro, mislim, lahko podarim naprej, ne. Hočem reči, da to, da sva si pač mož in žena različna, čisto na spolnem področju, to pomeni, da sva dar drug drugemu in da sva poklicana pač postajati ta dar, kar naju seveda nekako vodi v to podarjajočo ljubezen, a ne, v nesebično darovanje, ne, kar je pa pravzaprav pol smisel nekako življenja, a ne, ki ga živimo, da smo dar drug drugemu, a ne, tako da sigurno in katoliški nauk je tukaj tudi čisto jasen, a ne, in da spolnost ni tako, kot se je v preteklosti učili, samo za razmnoževanje, ker se je pač praktično res napačno učili. Danes, če pomislimo, ne, tale gospa Milena Miklavčič, kakšne knjige piše, res, kaj vse so tudi sprižence zvedeli, ne, na kako napačen način, no, so bili zaznamovani in to so pač generacije naših starih staršev ali pa staršev, a ne, ki v bistvu, ki smo mi nekako to miselnost podedovali, a ne, in je to napačna miselnost, no, tega se moramo zavedati, da je tukaj da je urinjen napačen nauk. So pa bili vedno tudi ljudje, ki so pravilno interpretirali in ki so tudi si upali malo bolj odkrito o tem spregovoriti, recimo škof Jeglič, ne, ki je bil potem označen za pornografa, ne, ker je rekel, da je v redu, tudi če uživata, ne, v spolnem odnosu mož in žena in tako naprej. Ampak tudi katekizem katoliške cerkve je zelo jasen, da zakon je namenjen v blagor zakoncev, a ne, se pravi, in v vzgojo in roditev in vzgojo otrok, se pravi, sta 2 namena zakona in spolnosti, in da teh 2 namenov ne smemo ločevati in oziroma sta praktično, ja, neločljiva, ne, z tega vidika, ker sta oba dobra, ne, za nas. Tako da je treba se pa do teh informacij malo dokopati, no. Niso kar takoj dostopne. Ja, saj precej sva že tudi to temo odprli, a ne, ta napačen pogled na spolnost, ki je se skozi generacije prenašal, ne, in tudi do nas prenesel, ne, in potem prihaja ven ta sram in krivda in tako naprej, a ne. Ti si že omenila, a ne, čez zgodovino so bila obdobja, a ne, ki so dajala nek napačen nauk tudi o telesu našem, a ne. In že prej si lepo povedala, a ne, da koliko je naše telo pomembno, ne, tempelj svetega duha, rečemo, ne, za katerega je treba skrbeti. A nam lahko, omenila si, da obstaja pa tudi veliko literature. Nam lahko poveš, kakšen naslov nas usmeriš k kakšnemu avtorju, kaj je vredno prebrati ali pa kaj ne vzame v roke nekdo, ki ga ta tema zanima, pa ne ve, kje se lotiti. Poleg recimo teologije telesa. Ja, teologija telesa je pač od Christopherja Westa, ne, on je v bistvu učenje papeža Janeza Pavla II. Nekako prevedel v bolj ali manj razumljiv jezik, no, se pravi s to knjigo Teologija telesa za začetnike. Je pa napisal še tudi druge knjige, recimo, ne vem, Napolni srce je taka malo bolj, mogoče manj teološka, bolj razumljiva. Tako da sigurno Christopher West je eden od takih avtorjev, ki jih je vredno prebrati. Pa potem, ja, zdaj papež Frančišek tudi govori o tem, recimo v Radosti ljubezni, a ne. Potem sta recimo Jason pa Kristalina Evert, ki predvsem za mlade, pa tudi nekaj knjižnic je že prevedenih, tudi tako za mlade, no, zelo govorita o tem. Danes se da dobiti pač
tudi v obliki podcastov, v obliki videov, ne, in ne samo literatura, no, se da dokopati do tega pristnega krščanskega nauka, ki je pa vedno bil v resnici, tudi v preteklosti so, ne glede na napačna učenja, ki so se pojavljala, ne, ki so pač upadala noter v krščanski nauk, so bili neki preroki, eni ljudje, ki so si upali, kakšni cerkveni očetje ali pa kakšni papeži, ki so si upali pa reči, tudi ne, telo je dobro, ali pa to, da zakonca iščeta užitek v spolnosti, ni nič narobe, ne. Tako da, ne, recimo, eden takih primerov je bil sveti Janez Zlatousti, a ne, tega tudi na seminarju izpostavimo. On je živel v 4. stoletju in je enkrat pridigal o spolnosti in je opazil, da ljudje zardevajo, a ne, in jih je tako malo karal in je rekel, kaj zardevate, ali ni spolnost čista, obnašate se kot heretiki, a ne, se pravi kot neki krivoverci. In je prav tako dobro misel izpostavil, ne, če se ne bomo naučili ljubiti kot spolna in strastna bitja, ne moramo nič o Bogu povedati, kaj je ljubezen, a ne. Se pravi, vedno so bili eni ljudje, ki jih je Bog, se mi zdi, da navdihoval ali pa pošiljal, no, da so govorili resnico. Ja, danes je pa pač mogoče ta problem tudi, da je treba to malo razločevati. Kje najdeti, ne, pa ni vse, kar res, no, tudi, ne, kar se govori, ker je pač mogoče tudi informacij toliko več. Tako da tukaj je res treba imeti en oseben odnos z Bogom, se mi zdi, no. Se pravi neko osebno razločevanje plus iskanje informacij na pravih mestih, ne, tako. Zdaj sem se spomnila, bomo mogoče dodajo kar en seznam te literature, ki je tudi na seminarju, a ne, damo udeležencem navedli, pa si lahko potem še naši gledalci kaj preberejo. Ja, počasi bomo zaključili, ampak bi še eno temo pa majčkeno izpostavila. V adventu prejšnjega leta smo pri Družini in življenju pripravili en poseben izziv za zakonce, ki smo ga poimenovali Geneza 23. In v tem izzivu, ki je trajal 23 dni, je bilo nekaj konkretnih nalog, ki so bile povezane tudi z intimom med zakoncema. Recimo, skupaj pojdita pod tuš ali pa danes zvečer pojdita spat gola. Na te izzive smo dobili zelo različne, zanimive odzive. Tako od parov, ki so bili popolnoma navdušeni in so pisali, kako je njuno spolno življenje s temi izzivi dobilo eno čisto novo dimenzijo, kako zelo so se povezali med sabo, a ne, kako so obudili strast, ne, recimo. Hkrati smo dobili pa tudi odzive zakoncev, ki so jih pa te izzivi, lahko rečem, celo prizadeli, spravili v eno veliko stisko, a ne. Kako si ti razlagaš ta različna dojemanja enakih, bom rekla, izzivov za, bom rekla, gradnjo odnosa v zakonu? Tako, kot se mi zdi, sva že malo naslovili, ne, je spolnost nekaj, kar se nas zelo globoko dotika. In je to pač ena taka intima v življenju zakonskega para, ki se mogoče tudi najhitreje pokažejo neke razpoke v odnosu sicer, ne, pri kateri recimo, če umanjka spolnost, zelo verjetno je umanjkal prej že kakšen pogovor, kakšne nezaceljene rane, mogoče pač neodpuščanje, kakšne zamere, želja po kaznovanju in tako naprej. Tako da tukaj jaz težko bi govorila zdaj konkretno, a ne, ne vem, kaj je bila težava, da bi si neko tako pobudo za spolnost, pa v resnici ni bila toliko, mislim, dobro, malo smo lahko naivni, ni bila eksplicitna pobuda za spolnost, v resnici je bila pobuda za to, da pač se gresta gola tuširati, ne. Zdaj, kaj lahko sledi iz tega? Lahko sledi, lahko ne. To ni bila zapoved, zdaj pa morta, ne. Ne vem, če sta bolna, vama ni treba, ne. Sigurno ne pričakujemo zdaj kakorkoli mi, ne, kaj od tega, ampak to je samo za vaju dobro, za vajin odnos. Pa mogoče priložnost za pogovor, ne. A si tega želiva, ali ma to ni v redu, ali bi rajš kaj drugega, ne. Tako da te izzivi so bili pač ena mogoče malo igrivost, ki se lahko vnese v odnos. Je pa tukaj mogoče še ena taka malo globja stvar v tem smislu, mene pač navdihuje to, kako je v Svetem pismu ljubezen pa Bog, ki je ljubezen, se večkrat razodene kot ogenj, ne. Recimo imamo Boga v gorečem grmu, pa Jezus pravi, da je prišel vršiti ogenj na zemljo in kako že želim, da bi se razplamtel, pa Sveti Duh, ne, plameni, ne. Pa tudi v Visoki pesmi,
pravzaprav poanta visoke pesmi ali pa eno glavno sporočilo je ravno to, da je ljubezen, da je njena strast, da so kot ognjeni plameni, da so to Gospodovi plameni, ne, da so to njeni žari, so žari ognja. Ne. Se pravi, ogenj je pa nekaj, kar je, če je zavarovan, če je pač omejen, ne, če ima neke svoje meje in se skrbi za njega, ne, je vir topline in je vir energije in pač v končni fazi toplote, ne. Se pravi nekaj dobrega in zaželenega, svetlobe, ne, vir. Če pa ne, je pa v bistvu lahko uničujoč in imaš požar in imaš, se pravi ljubezen, ki je, ali pa spolnost mogoče, ki je nezavarovana, v tem smislu nima nekih jasnih okvirjev, je ne moramo živeti v resnici, mogoče, s katere bi dobivali take koristi, tako kot ogenj. No? In se mi zdi, da tukaj se mogoče ravno te dva pola potem pokažeta, koliko je v najinem zakonu resnic, koliko midva skrbiva za ta ogenj, pa koliko kar pustiva, da je ogenj v strehi, se pač prepustiva. Tudi, zdaj ne vem, koliko imamo že časa. Jaz sem jezikoslovka po duši, jaz sem prevajalka. Jaz, ki sem prebrala to razlago besed mož in žena, ki se pojavita v drugi Mojzesovi knjigi, ki smo jih prevedli, to je končno kost iz mojih kosti, ta se bo imenovala Možinja, kajti iz moža je vzeta. Nam ta prevod res čist nič ne pomeni. V originalu po hebrejsko sta to iš pa iša. Zdaj ne vem, če jih prav naglasujem. Ampak judovska razlaga teh dveh besed je ravno to, kar sva zdaj govorila in je čudovita. Obe besedi imate v hebrejščini 3 črke. In 2 od teh črk sta enaki pri obeh, v eni se pa obe besedi razlikujeta. In če damo tisti 2 črki skupaj, to sta črki jud pač za moža, pa črka he pri ženi, dobimo jud he in to je ime za Boga. Jaz sem, to je pač ta prvi del tega imena za Boga. Se pravi, ko imam jaz osebni odnos z Bogom, ki ga prinesem v zakon, pa ko ima žena, pa mož osebni odnos z Bogom, ki ga prinese v zakon, to sta tisti 2 črki, v katerih se razlikujeva. Potem imava Boga v zakonu, ta jaz sem v zakonu. Kaj sta pa tisti 2 črki, ki sta pa enaki pri obeh? To sta pa črki alef pa šin, ki se prebere pa eš, to je pa ogenj, beseda za ogenj. Se pravi, ko midva imava Boga v zakonu, je ta ogenj, ki je vir najine ljubezni, ki je pač vir topline in veselja in žar v najinem zakonu. Če pa midva tega Boga ven dava iz zakona, nama ostane pa samo en ogenj, pa drug ogenj, brez Boga, je pa sam požar. In ta razlaga mi je tako pri srcu, ki v bistvu pove točno to, kar se lahko v zakonu zgodi, če v zakonu ni Boga, če ni ljubezni, če ni Boga, ki je ljubezen. Tako da jaz v tem vidim to razliko, da je lahko en izziv za nekoga moteč ali pa boleč. In bi svetovala, da pač se probamo vprašati, zakaj me to toliko moti. Zakaj me moti recimo biti, ne vem, biti pobudnica za spolni odnos ali pa biti gola, ne vem. Dostikrat je tudi, kako dojemamo že samo spolnost. A je to dar, ker se pravi, jaz se podarim zakoncu, ali je to neke vrste, zdaj zakon si jo mora prislužiti, ali pa jaz lahko manipuliram s tem, zdaj se pravi neko plačilo ali kaj, ne vem, kako bi rekla za zakonca. In jasno, če v najinem zakonu ne štima, pač ne bom naklonjena temu, da bi mu poplačala ali kakorkoli. Tako da tukaj zadaj so zelo resne, pa lahko tudi zelo boleče teme, ki pa jaz mislim, da jih je pač treba sigurno odpreti. Pač vsak ali pa celo zlorabe verjetno, Sigurno. In je treba poiskati pač neko pomoč, terapevtsko, kakorkoli, da se pač osvetli, kaj točno je narobe v zakonu. Sigurno se pa na spolnosti to precej dobro pozna. In ravno o spolnosti se zakonci med sabo najtežje pogovarjamo, ker je to ena taka zelo intimna tema. Veliko lažje se pogovarjamo o vzgoji otrok, recimo.
In zato recimo jaz vidim glih genezo kot eno tako fajn iztočnico, da preko teh konkretnih izzivov načneva pogovor o temah, kjer pa čutva, da nekaj še ni razrešeno, kjer čutva neko bolečino. In se te bolečine, ki neizbežno pride, ko se soočaš, ne smeš ustrašiti, ne? Ker edino prek tega lahko potem prideš v tisto odrešenje, ne? Ko zacelaš te rane, ko Boga povabiš v to ranjenost, v te stiske, a ne. Ja. Meta, kaj bi ti za konec položila na srce zakoncem na področju spolnosti? Jaz bi rekla, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo, no. Če vas karkoli muči, žul, vznemirja pri celi zadevi, zakaj cerkev ne dovoli kondomov, zakaj je toliko starokopitna in tako naprej, dajte poiskati odgovore, no. Pa bodite pripravljeni na to, da v bistvu želi Bog za vas nekaj več. Sigurno želi nekaj več od tega, kar imate. Tam, kjer najbolj izkušaš mogoče bolečino in žejo, točno tam želi Bog vstopiti in te ozdraviti in ti pokazati, ne, jaz sem zate nekaj boljšega pripravil in nekaj večjega. In ti sploh ne veš, kaj vse lahko še izkušaš, a ne. Tako da sigurno to, no, da se ne bojijo vstopiti v te stvari. Malo sva povedali, kje lahko najdejo, bom rekla, prave informacije o tem svetu, resnico, a ne, o spolnosti. Pa da si dovolijo biti ranljivi en pred drugim in da ne dovolijo, da ne dopustijo, da je spolnost ali pa da ostane spolnost tabu tema v njunem zakonu. Dajte se odkrito pogovarjati, to bi jaz pač povedala. Enostavno dajte si povedati, koliko kar je, nič ni treba skrivati ali pa olepševati pred zakoncem. Mislim, se mi zdi, da to je na splošno en tak dober recept za zakon, no. Če si pač poveš, koliko kar je in dopustiš tudi to drugačnost, da on mogoče malo drugače čuti kot ti in da to sprejmeš. Pa da mogoče se vprašaš, okej, verjetno je pač nek namen, da je on drugače ustvarjen, ne, da si spolnosti recimo želi bolj pogosto kot jaz, a ne. In da skupaj začneta to raziskovati. Se pravi, sigurno to, no, ja, pa da pride na naš seminar, seveda, ne, ali pa da pač, ja, ne vem, imamo tudi zdaj nov letnik o spolnosti, a ne, za zakonske skupine, tudi to je dobra priložnost, no, da se mogoče v enem krogu odpre ta tema, da se malo razbije ta tabu, no, ki je prisoten v družbi, pa je v bistvu pač toliko pomembna tema, no, toliko pomembna, da se mi zdi, da brez nje skoraj težko, res, tako kot pravi Janez Zlatousti, težko sploh odkriješ, kaj je Bog in kakšen načrt ima zate, kaj je to ljubezen, ne, s kakšno ljubeznijo se je daroval za nas, no, tako da to. Meta, hvala. Ja. Mislim, da sva kar veliko stvari odprli, mogoče ne vseh zaprli, ampak verjetno to ni zadnja oddaja na to temo. Tako kot te dva seminarja o najini spolnosti, ki smo jih že izvedli, nista zadnja seminarja, jih bomo, ko se otroci malo zrastejo, ne, gotovo še imeli. Hvala vsem, ki ste bili z nami, hvala vsem, ki ste nas poslušali, želimo vam lep dan in spremljajte oddaje Odnosi so zakon.